Drage gledalke in gledalci, drage poslušalke in poslušalci, danes bomo predstavili kratek pregled zgodovine Pošte Gorje, ki ga je pripravil zaslužni filatelist Janko Štanfelj, častni predsednik Slovenske filatelistične akademije. V Gorjah je prva pošta poslovala med 28. septembrom 1875 in 29. junijem 1880. Uporabljala je enokrožni dvojezični žig v nemškem in slovenskem jeziku. Pošta je bila ponovno odprta 21. decembra 1894. Vse te navedbe datumov so povzete po priročniku Wilhelma Kleina in sicer pod imenom Obergorjah b Valdez, Gorenje Gorje. Uporabljala je dvokrožni žig s podpisanimi številkami datuma. Po koncu Prve svetovne vojne je pošta najprej uporabljala avstrijski izklesan, opredeljen tudi kot nacionaliziran žig, saj je bilo iz njega odstranjeno nemško ime, ostalo je slovensko, to je bil tako imenovani dvokrožni poštni žig z napisom Gorenje Gorje. Kmalu po koncu Prve svetovne vojne je bila pošta preimenovana v Gorje pri Bledu. V poštnem žigu se je pojavil tudi zapis cirilici. Do leta 1939 je uporabljala dvokrožni žig z mostom in črkovno oznako A, potem do začetka druge svetovne vojne enokrožnika z Andrejevima križema ob datumskem sklopu z neuporabljeno navedbo ure in številčno oznako 1. Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani je med obema vojnama redno v obliki brošure objavljala stalež osebja, v navednicah rečeno. Leta 1925 je bila Pošta Gorje pri Bledu razvrščena glede na obseg poštnega prometa v drugi razred druge stopnje. Bila je še brez brzojava in telegrafa. Predstojnik pošte je bil 61-letni Vinko Černe, poštni činovnik, v navednicah, rojen 30.10.1864 v Zgornjih Gorjah. Stopnja njegove osnovne plače je bila najvišja mogoča, to je opomba avtorja besedila, to je 10 do 15% višja od običajne. 30.6.1925 je imel 33 let in 10 mesecev službene dobe, za prihodnje avtomatsko napredovanje pa ni bil predviden domnevno zaradi starosti oziroma upokojitve. Leta 1936 je bila Pošta Gorje pri Bledu še vedno drugega razreda, druge stopne, imela je brzojav in telegraf, njena predstojnica je bila Marija Pavlin, rojena 21.8.1905, evidentirana kot kancelarijski zvaničnik in sicer kot pripravnica tretje skupine. Tega leta je kot odpravnica na tej pošti delala Franja Repe. Leta 1940 je bila Pošta Gorje pri Bledu pogodbena, napredovala je v drugi razred prve stopne, imela je brzojav in telegraf, njena predstojnica je bila pogodbena poštarica Jožica Ludvik, rojena 20.3.1905, na dan 1.1.1940 je imela 10 let, 8 mesecev in 11 dni službene dobe. Leta 1940 je bilo od 360 pošt direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani le okoli 110 državnih, torej slaba tretjina vseh, preostale so bile pogodbene. Med nemško okupacijo v drugi svetovni vojni je pošta do leta 1963 nosila nemško ime, bila je podružnica pošte Bled, Valdez 1, uporabljala je dvokrožni žig z mostom. V letih 1944 in 1945 je pošta, kolikor je zaradi vojnih razmer sploh poslovala, uporabljala dvokrožni žig z mostom z nemško poštno številko 12b, Gorjah, Oberkrajn, s črkovno oznako A med krožnicama spodaj. Po drugi svetovni vojni se je pošta do 30. septembra 1955 spet imenovala Gorje pri Bledu. Najprej je uporabljala enokrožni žig z napisom imena pošte samo v latinici. Konec leta 1950 je dobila nov žig s črkovno oznako A in zapisom imena v latinici ob zgornjem obodu krožnice in cirilici ob spodnjem obodu krožnice.
Drugi žig pošte s črkovno oznako B je imel zapis imena pošte v žigu le v latinici, in sicer zaradi večjega števila znakov v imenu. V pripravi je bil tudi predpis, da so žigi slovenskih pošt z več kot 10 znaki v imenu, vključno s presledki, zapisani le v latinici. Ime pošte Gorje pri Bledu je bilo 1. oktobra 1955 spremenjeno v Zgornje Gorje, tako se imenuje še vedno. Do uvedbe poštne številke je pošta uporabljala enokrožna žiga z zvezdico spodaj ob krožnici, in sicer s čekovnimi oznakama A in B. Tu vidimo še odtis službene štampiljke in nekaj priporočenih nalepk. Leta 1971 pa je pošta dobila poštno številko, odslej se je imenovala 64247 Zgornje Gorje. Prva številka v poštni številki 6, imenovana tudi Jugošestica, je bila karakteristična za pošte v Socialistični republiki Sloveniji. Uporabljala je enokrožne žige s črkovnimi oznakami A in B, pa tudi več tipov priporočenih nalepk. Že v samostojni Sloveniji, še pred izbrisom tako imenovane Jugošestice, je pošta dobila avtomatski poštinski aparat za frankiranje predvsem knjiženih priporočenih pošiljk. V njem so se uporabljale predtiskane samolepilne nalepke z zapisom imena države Slovenija in raketo, navednicah raketo, simbolom jugoslovanske pošte, telegrafa in telefona. Vsi drugi podatki, vključno s poštno številko in imenom pošte, težo pošiljke, poštnino seveda navedeno takrat v slovenskih tolarjih, datumom in uro oddaje sprejema so bili odtisnjeni, sprintani sproti. Vse slovenske pošte so 1. marca 1996 izgubile Jugošestico, prvo številko v poštni številki, ki je bila določena za slovenske pošte. Odtlej se pošta imenuje 4247 Zgornje Gorje. Poštni žig s črkovno oznako B je bil v navednicah nacionaliziran, odstranjena je Jugošestica, preostala dva sta bila nova. Za priporočeno poslovanje z nalepkami se uporabljajo novejši poštinski aparati novejšega tipa, ki po potrebi odtisnejo nalepke tudi črtno kodo. Še nekaj štampilj, ki jih uporablja pošta Zgornje Gorje. Pošta pa od 3. maja 2023 posluje kot pogodbena pošta. In še si poglejmo, kakšni so bili priložnostni žigi v Zgornjih Gorjah. Namreč pošta Zgornje Gorje je doslej uporabljala dva poštna priložnostna žiga. In sicer 10. junija 1973 je bil izdan poštni priložnostni žig ob 6. zboru planincev pošte, telegrafa in telefona Slovenije na Podkljuki. Drugi priložnostni poštni žig pa je bil izdan 7. decembra 1994 v počastitev spomina na planinca in fotografa Andreja Prešerna ob 100. obletnici njegovega rojstva. Izdan je bil tudi žig prvega dne 24. maja 2013, ki je bil v uporabi ob izidu razglednične dopisnice. Nad njej je namreč natisnjena znamka s črkovno nominalo A, v tistem času pravilna faktura za kartice, dopisnice v notranjem prometu, ki je šla v počastitev 120. obletnice odprtja poti skozi Sotesko Vingar. Na dopisnici je bila fotografija Toma Jeseničnika, samo dopisnico pa je oblikoval oblikovalec Edi Berg. To bi bila kratek pregled zgodovine pošte Gorje, kot sem dejal, ki ga je pripravil filatelist, zaslužni filatelist Janko Štanfelj.